Na sedežu podjetja Bisol Group v Preboldu smo obiskali dr. Uroša Merca, ki je bivši študent Fakultete za elektrotehniko, in na kratko se bomo pogovorili z njim o njegovem času na fakulteti, malo o zgodovini fakultete in drugo. Torej, dr. Uroš Merc, za začetek bi mogoče začeli malo zgodovino elektrotehnike in univerze. Kaj vam kot elektrotehniku pomeni njena zgodovina ter razvoj na Slovenskem? Fakulteta za elektrotehniko, jaz mislim, da je skozi vsa leta se dokazala kot izjemno uspešna fakulteta z številnimi priznanimi znanstveniki. In danes je elektrotehnika tako vpeta v družbene pore, da v bistvu si brez nje sodobne družbe ne da predstavljati. Tako da tudi za Slovenijo elektrofakulteta predstavlja enega izmed stebrov družbe. Tako jaz te stvari vidim. In seveda je pomembno, da se fakulteta razvija v smislu dobrih programov, dobrih študentov, dobrih profesorjev, in to daje ne samo fakulteti, ampak širši družbi neko dodatno moč, težo in uspešnost, vse v splošnem smislu. Do nedavnega ste bili pa tudi predsednik alumni kluba fakultete, ki je nekakšno stičišče bivših diplomantov. Pa me zanima, kako pomembno se vam zdi, da tudi fakulteta pod svojim okriljem združuje bivše diplomante in jim daje nekakšno podporo pri različnih dejavnostih. To je izjemno pomemben segment, ki mogoče do pred nekaj leti v Sloveniji pravzaprav ni bil dobro poznan. Alumni klub je nekaj, kar imajo vse priznane fakultete na vseh univerzah po svetu kot del svojega dolgoročnega obstoja že vrsto let. In za nas je to pomembno, ker se tam lahko srečajo različne sfere iz gospodarstva, iz, bom rekel, najbolj dovršenih segmentov znanosti in pa seveda študentov, ki so tisti, ki bodo nekoč vse prevzeli. Jaz sem vesel, da sem lahko bil prvi predsednik alumni kluba elektrofakultete. Se mi zdi, da smo poskusili to miselnost, to energijo, ki jo alumni klub prinaša, nekako prvič vzpostaviti. Vidim, da bi lahko na marsikaterih področjih bili še veliko boljši, bolj vztrajni, bolj uspešni, a vendarle smo uspeli določene stvari prvič premakniti iz mrtve točke. Imeli smo nekaj lepih, čudovitih dogodkov, na katere sem ponosen, in upam, da bo skozi leta se alumni klub elektrofakultete krepil in v nekem momentu postal tako močen, kot so številni drugi alumni klubi po svetu. Kako dobro pa se vam sicer zdi, da so pripravljeni diplomanti fakultete za elektrotehniko na nove izzive in torej sodobne tehnološke standarde in vse, kar se v svetu pojavlja, če lahko primerjate mogoče v vlogi delodajalca, torej kako jih vidite kot študente, ki pridejo v vaše podjetje? Najpomembneje se mi zdi, da zna fakulteta privabiti dober kader, dobre študente. Dober študent se bo znal znajti v vsaki situaciji in to je nekaj, na čemur morajo tehnične fakultete še nekoliko bolj delati, kot pa mogoče tiste, ki so bolj družboslovno ali kakorkoli usmerjene, drugače usmerjene. Torej, dober kader je ključ in če so potem programi, ki se izvajajo na fakulteti, takšni, da jih izvajajo profesori, ki znajo predajati znanje in ki so v resnici strokovnjaki na svojem področju, potem se za prihodnost elektrofakultete ni bati. Ključno še enkrat se mi zdi dobiti v osnovi dober kader in to je, mislim, da nekaj, na čemer se vsakokratno vodstvo fakultete, s čimer se vodstvo fakultete zmeraj znova ukvarja. Kako se pa vi spominjate časov s fakultete, ko ste bili študent in kasneje tudi mladi raziskovalec, je bil čas na fakulteti preživeti prijeten? Jaz moram reči, skozi osebno izkušnjo je bil precej delaven. Moj interes je pač bil hitro študirati, hitro zaključiti študijem in hitro potem nadaljevati z življenjem v tej ali pa v drugi smeri. Mogoče je danes, ali pa želim si, da bi bilo danes na fakulteti malo več mreženja, tako kot se reče,
Mislim, da ga je, vsaj kolikor gledam, ko vidim avlo fakultete, vidim, da je bolj odprta, bolj, bi rekel, naravnana dinamičnemu mišljenju, tako da se mi zdi, da to daje nek dodaten duh fakulteti in če so takšni tudi programi in pa profesori, potem verjamem, da je študij izjemno prijeten. Če je prijeten, je tudi privlačen in če je privlačen, pripelje uspeh. No, ravno to sem vas hotel vprašati glede mreženja, ki je tudi del študija nekako. In me zanima, če ste tudi vi tekom študija spoznali kakšne strokovnjake, vaše prijatelje, ki še zdaj sodelujete z njimi. Moje delo je bilo nekoliko specifično, sicer sem bil del velikega laboratorija, ampak to, kar sem počel, je bilo precej drugače od tistega, kar so počeli ostali člani laboratorija. Zato sem bil do precejšnje mere primoran se ukvarjati z mreženjem v tujini. In uspelo mi je navezati nekaj odličnih stikov. Vrsto let smo bili prijatelji, tako da smo se skoraj tedensko srečevali na različnih dogodkih ali pa, bomo rekel, šli skupaj na dopuste. Potem pa, ker je že nekaj let od tega, seveda se ta vez nekoliko izgubi, vsi smo vezani na posel, ki nam jemlje večino časa. In bom rekel, v splošnem gledano mreženje je bilo, verjamem pa, da ga je danes s sodobnimi tehnologijami še bistveno več. Ste se pa vi kot raziskovalec ukvarjali s polprorodniškimi strukturami, če sem pravilno zasledil, in v bistvu me zanima, kaj vas je navdušilo prav za to področje v samem začetku? Mi smo bili takrat generacija, ki se je nekako prvič resneje začela spopadati z tako imenovanimi nanotehnologijami in seveda, ker smo bili omejeni, kar se opreme tiče, je potem bila bolj teoretična fizika ali pa teoretična elektrotehnika tista, s katero smo se bili primorani ukvarjati. Tako da zanimivo kot marsikatero drugo področje je bilo tudi to moje in bom rekel, da mi ni žal. Predvsem se mi zdi, da to vrstno delo, študij ali pa raziskovanje pripomore k načinu, torej razvije določen način mišljenja, ki je dovolj analitičen, ki ima svojevrsten pristop, kot ga poznamo mi tehniki, in to potem omogoča uspeh na marsikaterem drugem področju v življenju. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi, da če se navežem na posel delamo z ljudmi in je tudi ta socialna nota, ki jo moramo čutiti pri sebi, ta emocionalna energija tudi izjemno pomembna. Ste pa sicer eden redkih oziroma ne zgodi se prav pogosto, da doktori elektrotehnike se ukvarjajo s podjetništvom. Se pravi, ponavadi je vedno tako, da ko enkrat doktorirajo ali ostanejo na fakulteti oziroma v nekaterih raziskovalnih inštitutih. In v bistvu, kako se začela ta podjetniška pot? Je bilo to že pred doktoratom? Ja, to je bilo v zadnji fazi zaključka doktorata in bom rekel, tako kot marsikaj drugega v življenju, je prišlo dokaj spontano. Seveda sem sprva se temu podjetništvu ali pa podjetništva se loteval nekoliko podcenjujoče, še posebej, če prideš iz enega tako teoretično zahtevnih področij, potem v neko proizvodno, v neko industrijo. Sprva to izgleda zelo preprosto, ampak podobno kot vse druge stvari v življenju, če želiš biti dober, če želiš uspevati, potem to terja ves čas, ki ga človek ima in je polno izzivov, polno razmišljanj, polno različnih novih pristopov in bom rekel, da je proizvodna dejavnost ali pa katerakoli poslovna dejavnost lahko izjemno navdihujoča in izjemno pestra, zanimiva. Je pa vaše podjetje sedaj tudi zelo uspešno, poslujete v več kot 70 državah, imate v bistvu predstavništva v tujini in najbrž poznate kar veliko strokovnjakov in inženirjev tudi iz tujine. Pa me zanima, kaj bi lahko povedali o primerljivosti slovenskih strokovnjakov s tujimi? Se vam zdijo primerljivi ali mogoče celo še boljši na kakšnih področjih? Tehnika je en tak univerzalen jezik in zato se tehniki zelo hitro med sabo dobro razumemo. Ko potujem po svetu ali pa izkušnje, ki jih imam, bom rekel, z državami drugod, so lahko rečem podobne, kot so pri nas. Se pravi, študenti študirajo tehnične vede in potem imamo lahko slabše ali pa boljše študente. Dostikrat so pač predmeti na fakultetah toliko specifični, da seveda se je težko primerjati
torej primerjavo je težko izvajati na posameznih področjih. Ampak tako generalno gledano, katerega koli projekta smo se lotili recimo s kakšnimi partnerji po svetu, smo ga pač v smislu tehničnega jezika zmeri znali, saj tako gledano iz našega vidika, enakovredno zastopati ali pa predstaviti ali pa biti zmeri enakovreden partner. In to se mi zdi, da je ključno, se pravi, da imamo v Sloveniji dovolj široko znanje, da smo lahko dobri na katerem koli področju, seveda pa potem specializacija je tista, ki pa potem proizvaja strokovnjake za posamezna področja. Ampak bom rekel, ključno je to prvo. Morate pa najbrž v podjetju vlagati kar nekaj truda in pa velik delež delovne sile tudi v sam razvoj in raziskave, da lahko sploh sledite silovitemu razvoju na področju fotovoltaike. Zdaj, raziskave so lahko v različnih smereh. Neposredno so lahko tiste tehnične, potem pa so tudi različne na področju lahko recimo poslovnih modelov, načinov vstopa na trg in podobno. Jaz sem večkrat rad rekel, da morajo biti raziskave ali pa razvoj in raziskave vpletene v vsak korak, ki ga v podjetju počnemo, ne. Se pravi, tudi če je nekdo administrator in vsak dan počne isto stvar, mora najti način, kako jo bo jutri opravljal hitreje, boljše, lažje in tako, ne. In če to implementiramo potem res v strukturo podjetja, potem vidimo, da se ta razvoj izvaja neprestano, ne. Ravno v tej fazi smo zdaj v zaključku nadgradnje proizvodne linije in bom rekel, vsak dan je poln izzivov na področju tehničnih raziskav. In če mogoče še malo ostaneva pri tehničnih raziskavah, se pravi, ta nova odkritja in recimo na vašem področju višji izkoristki fotonapetostnih modelov pa prinašajo tudi v bistvu večji doprinos k varovanju okolja. In me zanima, če so z tega vidika mogoče raziskave tudi kaj sofinancirane od države, Evropske unije ali od drugih virov. No, zdaj v zadnjem obdobju česa takega nismo bili deležni, žal, lahko rečem, po drugi strani je pa pač industrija tista, ki bo zmeraj šla svojo pot. Danes je elektrika iz sonca cenejša od konvencionalne elektrike v marsikateri državi po svetu in to je eno izmed glavnih gonil. Seveda kot podjetje moramo najprej slediti interesom ustvarjanja premoženja, da tako rečem, ne, to je namen vsakega podjetja in zaradi tega moramo biti zelo pazljivi, koliko in v katero tehnološko novost se spuščamo, ne. Recimo, če se spustimo v neko tehnologijo, ki je desetletje v prihodnosti, potem moramo razumeti, da bo to toliko in toliko stalo in da bo mogoče se razvoj kasneje usmeril v katero drugo področje in mogoče v te investicije ne bo nič. Se pravi, želim povedati to, da je ključno, da še zmeraj vztrajamo v segmentu, ki nam prinaša dnevno preživetje, ne. Se pravi, mi temu rečemo, da ostajamo v mainstreamu. Vse ostalo pa seveda usmerjamo potem v alternativne priložnosti temu mainstreamu, da se tako izrazim. In na področju fotovoltaike nekih tehnoloških prebojev v smislu bistveno večjih izkoristkov sončnih celic ni za pričakovati. Bolj je pomembno, da to, kar proizvajamo po toliko nižji ceni, da je lahko ta elektrika, ki se iz tega potem proizvede, da lahko ta konkurira ostalim energentom. To je ključ fotovoltaike in tukaj moram iz vidika podjetništva reči, da je zelo pomembna kakšna ekonomija obsega, kako recimo imeti zanesljive dobavitelje, kako na dnevnem področju izvajati manjše tehnološke izboljšave, ki potem nižajo ta proizvodni strošek. Kako pa gledate na raziskave z področja fotovoltaike na naši fakulteti? Najbrž ste tudi vi zasledili, zelo je odmevalo v medijih, tole rekordna tandemska sončna celica, ki jo je v bistvu izdelal dr. Marko Jošt v sodelovanju z Nemškim inštitutom. Pa me zanima, kako gledate na to in pa če tudi vi kaj ste sodelovali že kdaj s fakulteto pri samih raziskavah ali pa razvoju kakšnega izdelka? Zelo pomembno je, da imamo v Sloveniji določen bazen znanstvenikov ali pa bom rekel znanja, strokovnosti
na področju tovrstnih tehnologij, ki so tehnologije ne samo prihodnosti, že sedanjosti, ampak še posebej prihodnosti, ko bo odstotek, recimo, da tako rečem, fotovoltaike zmeraj večji. To je lahko predpogoj, da so potem tudi podjetja uspešna. Se pravi, od nekod črpati ne samo nova znanja, ampak tudi na splošno znanje, ki omogoča razvoj podjetju. In ponosni smo, da lahko rečemo, da smo iz okolja, kjer se lahko pohvalimo s takšnimi dosežki. Dobro je, da in nadejamo se, nekoč ti strokovnjaki pridejo tudi k nam v službo. Tega si želimo in si seveda želimo, da smo skupaj še bolj uspešni. To potem ustvari eno tako pozitivno povratno zanko in svet je lepši. Pa mogoče, glede na to, da energija sonca več tisočkrat presega naše potrebe, je mogoče kakšna vaša vizija, da bo nekoč sonce edini vir električne energije na svetu? Moram reči, da o tem ne razmišljam prav dosti, zaradi tega, ker to, kar je fotovoltaiki uspelo do zdaj, v teh zadnjih 10 ali pa 15 letih, je bilo praktično si težko predstavljati. Tako da zmeraj dopuščam možnost, da se zgodi kaj, na kar danes niti pomislim ne. Seveda je pa pomembno, da neprestano sledim, ali pa vsi skupaj, da sledimo trendom, da razumemo, kaj se okrog nas dogaja in da imamo zmeraj začrtan naslednji korak. In tega gotovo imamo in tukaj mislim, da je fotovoltaika tista, brez katere si prihodnosti ne znamo predstavljati. In če je to potem 100%, morda 100%, če je kaj manj, nič hudega, mislim, da bo svet pač zmeraj ponujal različne možnosti in ne vsak izbere tisto, ki mu je ljubša. Če smo pogledali zdaj v prihodnost stališča fotovoltaike, pa mogoče, da pogledamo malo še v prihodnost fakultete. Torej, kakšni mislite, da so izzivi fakultete v naslednjih letih in pa mogoče v naslednjih 100 letih, glede na to, da smo jih ravno 100 dali za sabo? Ja, zdaj lahko bi poskusil predstaviti kakšno virtualnost, recimo, ki je danes aktualna. Se mi zdi, da to, kar je v preteklosti definiralo fakulteto, bo tudi v bodoče ostajalo kot neki izziv za vsakokratno vodstvo. Ključno se mi zdi, da je fakulteta na dobrem glasu, ker to privablja dobre študente. Zato pa moramo imeti dobre profesorje. Fino je, če predmete predavajo tisti, ki so zares strokovnjaki na tistih področjih. Ključno se mi zdi, da še enkrat, kot sem rekel, da so to tudi ljudje, ki znajo predajati znanje. Mi imamo ogromno vrhunskih strokovnjakov, ki so pa malo manj profesori, da tako rečem. Ampak mislim, da se fakulteta vseh svojih problemov in izzivov dobro zaveda in sem prepričan, da se bo skozi neko naravni razvoj dogodkov zmeraj našlo dobro vodstvo, ki bo točno znalo začrtati vizijo prihodnosti fakultete in lahko bi rekel, se veselim naslednjih 100 let. V redu. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za pogovor. Hvala. In vam želim vse dobro še naprej. Hvala.